Pojem o medijski pismenosti se v današnji družbi vedno več govori. Pojavil se je predvsem z razmahom družbenih omrežij, kjer se je v novinarstvu zgodil izjemen preskok. Če so v tradicionalnih medijih vsebine ustvarjali profesionalci, zato izurjeni, priučeni in profesionalnim normam zavezani ustvarjalci vsebin, se s pojavom družbenih medijev v ustvarjanje vsebin vplete vsak posameznik. Torej vsakdo izmed nas je lahko tisti, ki nekaj objavi in s tem že nekaj poroča. Seveda je v poplavi družbenih omrežij, ki jih je izjemno veliko, od Facebooka, Instagrama, Twitterja, Snapchata, TikToka, YouTubea in tako naprej, zelo težko včasih razbrati, katere vsebine so relevantne in katere niso relevantne. Pri odbiranju relevantnih vsebin seveda obstaja več poti. Prva pot je zagotovo ta, da sledimo in zaupamo tradicionalnim medijem, torej medijem, ki imajo v naših očeh zaupanje, ki imajo zgodovino, ki imajo za sabo dobre profesionalne dosežke in leta dela v novinarstvu. Seveda to ne pomeni, da se danes ne rojevajo novi mediji, ki temeljijo samo na digitalnih kanalih in so prav tako vredni zaupanja, se pa hkrati z njimi seveda pojavljajo tudi mediji, ki so zelo ozko usmerjeni, ki služijo posameznim interesom in, kar je najbolj problematično, služijo posameznim ideologijam oziroma zavzemajo stališča in podajajo teme, ki jih včasih v klasičnih medijih zagotovo ne bi mogli najti. Slovenija pri medijski pismenosti ni nobena izjema. Tudi pri nas se pojavljajo primeri, ko včasih posameznik, torej bralec, gledalec, težko razbere, ali gre za profesionalno podano in obdelano informacijo ali gre za nekaj zavajajočega. Tukaj je seveda ključno, da posameznik sledi mediju, da prepozna medij kot tistega, ki mu lahko zaupa, in pa da se vedno ne giblje znotraj svojega mehurčka, torej spremlja samo tiste stvari, ki so mu všeč, tiste stvari, ki ga zanimajo, kar mu danes družbena omrežja z lahkoto omogočajo, saj mu z algoritmi prilagajajo vsebino temu, kar ga zanima. Torej, treba je pogledati izven okvirjev in poiskati še druga mnenja in druge poglede na tematike, o katerih razmišljamo, ki nas spremljajo, ki nas zanimajo, ki jim sledimo. Če primerjamo slovenski medijski prostor z okoliškimi državami, je napram severu ali pa zahodu Slovenija nekje malo pod nivojem, kar se tiče stanja neke kakovosti oziroma problematike vsebine medijev. Če pa pogledamo južneje od Slovenije, pa smo vsekakor bistveno bolj profesionalno razvit in kredibilen medijski prostor, kjer imajo glavno vlogo še vedno tradicionalni mediji z dolgoletno tradicijo, kjer vsebine ustvarjajo izkušeni ustvarjalci. Pri medijski pismenosti se je treba zavedati tudi tega, da se ta ne dotika le mlajših generacij, ki izjemno močno uporabljajo družbene medije, ki so z njimi odrasli, ampak se dotika prav vseh generacij, torej vsakega izmed nas. Po mojem mnenju je še posebej problematična pri starejših generacijah, ki so bile navajene vsebine dobivati iz kredibilnih, zaupanja vrednih medijev, danes pa so v svetu družbenih medijev soočeni z različnimi kanali, z različnimi kvazi mediji in seveda z lahkoto pride do zmešnjave, do pomote, da zaupaš neki informaciji, ki je potem ne preveriš pri drugem viru in si tako ustvariš napačno mnenje. Tako kot pri vsakem delu življenja je na vsakem posamezniku, da skrbi za svoje zdravje in kondicijo, tako kot skrbimo za dobro hrano, za gibanje in za splošno dobro počutje, je tudi prav, da se obdamo z mediji, ki nam vzbujajo dobre občutke, ki nam dajejo prave informacije in ne z mediji, ki nas peljejo samo v eno smer, samo v negativizem in nam prikazujejo samo eno plat medalje. Dovolimo si biti širši, poglejmo izven obstoječih okvirjev in zaupajmo medijem, ki so svoje zaupanje in svoje delo upravičevali že skozi desetletja.